Pozdravljeni. Za nami je tudi prvi del testiranja na progi v Bahreinu. Poglejmo si skupaj, kako so se tokrat odrezale ekipe svetovnega prvenstva Formule 1. Za nami je konec prvega dela zimskih testiranj na progi v Šakerju. In podobno kot v šoli, bi lahko dejali, da je na vrsto prišlo drugo ocenjevalno obdobje. Po testiranjih v Barceloni sem napravil poseben prispevek, kjer sem že podal moje ocene. Kogar zanima, kdor ga je spregledal, ga dobi seveda na bližnjici tam zgoraj. Ampak tudi danes bomo ocenili vse ekipe z ocenami od 1 do 5. In seveda poleg tega bomo podali tudi razloge, zakaj so se nekatere ekipe znašle tam, kjer so se. In verjamem, da bodo ocene za marsikoga rahlo kontroverzne. A seveda treba je poudariti, da po mojem osebnem mnenju tokrat negativne ocene si ni zaslužil nihče. Vsi so vsaj zadostni. In danes si bomo ogledali seveda tudi rezultate, ki jih imamo iz proge ter marsikatero drugo zanimivo. Začeli bomo kot običajno s tistimi najslabšimi. In v skupini zadostno imamo 2 ekipi. Najprej Cadillac. Približno tam so, kjer smo jih pustili v Barceloni. Seveda imajo novo barvno shemo, ampak nismo videli absolutno nič posebnega. In treba je povedati, da za njih je to izjemno dober rezultat. Gre za novo ekipo, ki nima izkušenj in njihov bolid je precej enostaven. Zato bi tudi težko pričakovali, da bi jih lahko uvrstili v tisto skupino, kjer so oni malce boljši. In verjamem, da kateri bi jim dali višjo oceno, ker se trudijo. Ampak v Formuli 1 ne zmaga tisti, ki se trudi, ampak oni, ki daljno razdaljo prevozi v najkrajšem času. Verjetno tu se bo sprožila marsikatera polemika. V skupino z oceno zadostno sem uvrstil tudi Aston Martin. Čeprav v prvem ocenjevalnem obdobju je imela ta ekipa bistveno višjo oceno, tudi zaradi izjemno zanimivega projekta Adriana Neweyja smo videli, da seveda v Barceloni so se problemi začeli vrstiti. Verjetno marsikdo izmed vas bi jim dal oceno nezadostno. Ampak pri Aston Martinu napredujejo. Čeprav bi lahko dejali, da po času na krog so še zmeraj izjemno zadaj, smo videli napredek. Naprimer, tudi njihova končna hitrost je iz dneva v dan bila boljša. Če so prvi dan komajda presegli 300 km/h, so v tretjem dnevu že šli čez 325 km/h. In verjetno mnogim to ne pomeni nič, kajti mnoge ekipe so bile krepko čez 340 km/h, ampak napredek je. In ne smemo pozabiti na nekaj, da pri Aston Martinu so tudi praktično odvozili lepo število krogov. In nekateri boste dejali, da ni res, ampak število kilometrov Aston Martina je primerljivo s tistim, kar so pokazali pri Mercedesu. Torej se lahko malce začnemo spraševati, ali so res tako slabi.
ampak so že polemike o pogonskih sklopih Honda, o obratih, ki jih držijo v režimu. In smo govorili tudi v tistem drugem delu analize Aston Martina AMR26. Ampak danes imam tu nekaj zanimivih podatkov. Vidimo lahko, seveda iz fotografij, da ima pogonski sklop Honda bistveno nižji režim kot na primer Audi ali Ferrari. Na tej fotografiji je jasno razvidno, da Audi in Ferrari pri štartu držita režim približno 12.500 obratov v minuti, Honda pa niti ne 10.000. In dobili se bodo oni, ki bodo dejali, da Honda pregreva, da so tu velike težave in ne vem še kaj. A treba se je tu za trenutek ustaviti, kajti gre za proceduro štarta, kjer hlajenje ne deluje. Pa ja, vemo, da na primer bolidi Formule 1 nimajo ventilatorjev. In seveda lahko je težava čisto nekje drugje. Govorimo o menjalniku, govorimo o sklopu. Namreč razpredati teorije, brez da bi imeli podatke, ker se nam tako zdi, samo vpeljuje zmedo v celotno skupno navdušenje. A kot sem dejal, po mojem mnenju, Aston Martin zadostno. Na to imamo seveda izjemno široko skupino ekip, kjer bi lahko dejali, da nič tako posebnega. Torej tiste, ki si zaslužijo oceno dobro. In tu imamo marsikatero ekipo, ki je bila tako ocenjena že v prejšnjem obdobju. In seveda ne moremo mimo, na primer, ekipe Racing Bulls, ne smemo pozabiti tu, na primer, na ekipo Haas in seveda ekipa Alpine tudi sodi v to skupinico. Lahko bi dejali, na primer, da pri ekipi Alpine imamo tisto rahlo bizarno spuščanje pomožnih profilov na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, ampak videli smo, da v resnici to kakšne velikanske prednosti jim ne prinaša. Po drugi strani smo seveda lahko marsikateri izmed nas opazili dober čas ekipe Haas, ampak tisti krog je bil praktično prej izjema kot pravilo. In tudi pri ekipi Racing Bulls, seveda program gre naprej, ampak bodimo iskreni, nič posebno. A v skupino dobro moramo uvrstiti tudi ekipo Williams. Pri Williamsu so začeli nekako zmanjševati tisti zaostanek, ki so ga imeli, namreč v prejšnjem obdobju so bili edini nezadostni, ker se niso pojavili, tu so pa imeli lepo število krogov, sorazmerno malo težav in imenujemo jih spodobne časti. In verjamem, da marsikdo se s to oceno verjetno ne bo strinjal, ampak sam bi ekipi Audi podelil 3/4. Tako sem ocenil prejšnjikrat Aston Martin, ampak Audi je tu predstavil praktično aerodinamično gledano verzijo B njihovega R26, in tudi o tem smo že govorili na kanalu. In kljub težavam, ki so jih imeli v Barceloni, so bili zopet na progi v Bahreinu spodobni. Seveda po rezultatih bi jih lahko dali v skupino dobro, ampak ker so naredili nekaj več, si po mojem zaslužijo tudi tisti 3 točke. Kaj pa oni najboljši? Začnimo s tistimi, ki niso napravili nobenega preskoka in so še zmeraj tam na stopnički prav dobro. In govorimo o skuderiji Ferrari,
in seveda o McLarenu. Mnogi navijači bodo malce razočarani, ampak bodimo iskreni. Ne pri ekipi iz Wokinga, ne pri ekipi iz Maranela ni bilo videti tistega presežka. Seveda, zgodilo se je, da so bili najhitrejši v posameznem dnevu, ampak ni to bistvo testiranja. Bistvo je seveda razvijati bolid, biti danes hitrejši od onega, kar je bilo včeraj. In tu bi lahko zopet dejali brez nobenega presežka, podobno kot pri onih z oceno dobro, ampak pričakovali bi lahko nekaj več. In seveda pri ekipi Red Bull z oceno 4-5 zopet bi imeli lahko kar nekaj za povedati. Prvič, da so imeli že od samega začetka testiranj kar zanimiv način izrabe hibridno-električnega dela pogonskega sklopa. Izgleda, da na tem področju so malce pred drugimi. Vidimo to naprimer pri spremembah, kako se je obnašal Red Bull, kako se je obnašal McLaren skozi celotno testiranje. Videli smo, naprimer, da je Max Verstappen mnogokrat, ko je prestavljal navzdol, naenkrat praktično dvakrat pritisnil navzvod in seveda tako prestavil naprimer iz 5. v 3. Samo zato, da je dobil čim prej v svojo baterijo isto zadostno količino električne energije. In konec koncev. RB22 je eden izmed bolidov, ki imajo izjemno majhno čelno površino in posledično nizek zračni upor. Tu imamo primerjavo, kjer lahko vidimo, kakšna je razlika v konceptu naprimer Ferrarija, McLarena in Red Bulla. Vidi se v obliki bočnih struktur in mislim, da je vsakomur izmed vas sedaj to jasno. Naprimer, zanimiva je bila fotografija, kako so intercooler spravili pri Red Bullu tja praktično za zgornji vstopnik, samo zato, da so v bočnih strukturah napravili prostor. In tu seveda ne smemo mimo nekih zanimivih dejstev. Namreč Red Bull kot tak verjetno še ni pokazal vsega, ampak ima tudi pri tej ekipi kar nekaj zanimivih rešitev. Najprej seveda njihova platišča, ki nimajo pokrova, ampak so polna. Videli smo to že na predstavitvah, ampak vsi mi smo mislili, da ima seveda RB22 in tudi v Carb 04 neke pokrove znotraj pokrovov. A seveda resnica je malce drugačna. Aerodinamično verjetno boljše, kar se tiče mase, pa niti toliko ne. In kar je bilo meni zanimivo, Isaac Hadjar in Max Verstappen nista tako daleč narazen. Sicer to bomo malce bolje videli na koncu, ko bomo naslednji teden gledali še zadnje 3. Na vrhu, seveda z oceno odlično, zopet Mercedes. In mnogi bodo dejali, glej ga, sedaj zopet navija za Mercedes. Ni res. Mercedes je pokazal nekaj izjemnih podatkov, ki so jih mnogi spregledali. Naprimer, na tem grafu lahko vidite učinkovitost bolida. Nekateri imajo več oprijema, drugi imajo nižji zračni upor, tretji imajo težave z samim pogonskim sklopom in še bi lahko našteval. Poglejte si, kje se nahaja Mercedes. In rad bi vas tu praktično usmeril na to serijo krogov, ki jih je napravil George Russell. Najprej je šel na progo z pnevmatiko C3 in postavil najslabši ritem. Nato z pnevmatiko C2 je postavil tistega srednjega, nato z C1
najboljši ritem. In poglejte v zadnjem stintu, drugi, tretji ali četrti krog, ki mu je malce ušel. Pazili boste en krog, kjer je čas bistveno nižji tistega, kar bi si lahko predstavljali. Kot da bi se zadrževal. In tu bi lahko dejali, da Mercedes kljub temu, da ni napravil ogromno krogov, je zopet ekipa, ki kaže najboljšo uravnoteženost. Pustimo sedaj pri kraju polemike okrog motorskega sklopa. Namreč po pravilih, ki veljajo sedaj v tem trenutku, ko snemam, je vse legalno. In zaenkrat, kolikor je meni znano, jih še niso spremenili, čeprav mnogi teoretiki zarote govorijo, da je to že domenjeno, da je treba samo počakati. No, ko bomo imeli uradno verzijo, bomo tudi o tem govorili. A tu še neka zanimivost. Primerjava najboljšega kroga Oskarja Piastrija na kvalifikacijah lani v Šakerju in najboljšega kroga Andreja Kimija Antonellija tokrat na zimskih testiranjih po mikrosektorju. Poglejte, kako so se zadeve obrnile iz bolidov, ki so imeli ogromno oprijema, smo prišli do tipologije bolidov, ki imajo visoke končne hitrosti. In seveda upam, da bomo tudi tokrat imeli konstruktivno debato o tem, kakšne so moje ocene po tem drugem obdobju priprav pred začetkom letošnje sezone. A zaenkrat je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Thank you.